Dober dan, dobrodošli na Agenciji za okolje. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate preko spleta in drugih povezav. Naj za začetek povem, da spremembe, kakršnekoli so, tudi podnebne, hidrološke, najprej izkoristijo tisti, ki se trudijo, da bi kaj prodali. Mi pa moramo vsako spremembo sprejeti s tremi držami: znanjem, z modrostjo in z odgovornostjo. Na agenciji bomo danes predstavili nekaj podatkov, ki so temelj za naše znanje o podnebnih spremembah, o hidroloških spremembah. Med nami pa pozdravljam tudi gospoda Uroša Vajgla, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je odgovoren za podnebje in okolje. In ga prosim, da nam predstavi to, kako postopamo do stopenj, kot je modrost in odgovornost. Tako da, gospod Uroš, prosim, hvala lepa. Ja, najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Torej, pobudo za to tiskovno konferenco je podal ARSO in mi smo jo z veseljem podprli. Podatki, ki bodo v nadaljevanju predstavljeni, kažejo naš vsakdan, našo realnost in tveganja, s katerimi živimo. Ko je podatke o podnebju za lansko leto predstavil takratni generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije, je dejal, gre več kot le za statistiko. Gre za opozorilo, da človeštvo vsaj za sedaj še izgublja tekmo s časom za reševanje podnebnih izzivov, za reševanje ledenikov, za zajezitev dviga morske gladine in zaustavitev drugih negativnih trendov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Da je bilo preteklo leto najtoplejše v zgodovini človeštva, je opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Guterres ob pričetku podnebnih pogajanj v Dubaju konec lanskega leta. In pravzaprav to svarilo oziroma te podatki predstavljajo skorajda ne vsak dan našega ministrstva. Ta prikaz tega stanja usmerja oziroma predstavlja podlago za oblikovanje podnebnih politik in najbolje prikazuje, zakaj je prav, da smo prvič ustanovili Ministrstvo za podnebje. Prvič je vzpostavljeno v mandatu te vlade, pravzaprav pred enim letom. In to nam pomaga, da zasledujemo neko ambiciozno podnebno politiko, ki jo v prvi vrsti bo predstavljal bodoči podnebni zakon. Lani smo predstavili osnutek, ki je že prestal tudi ob koncu leta javno obravnavo in predvidevamo in želimo in delamo vse za to, da bo čim prej v letošnjem letu tudi sprejet. Posodabljamo tudi nacionalno energetsko podnebni načrt, torej cilje, ki jih imamo za zmanjševanje emisij v tem desetletju. Poskušamo do leta 2030 postaviti realne, vendar ambiciozne cilje. Tudi za pripravo tega dokumenta je bilo pripravljenih že vrsto posvetovanj, delavnic, sestankov in številnih pogovorov in verjamemo, da smo nekje ob koncu tega procesa. Glavnina je zastavljena, v naslednjih mesecih bo potrebno dopolniti še morda s kakšnimi manjšimi spremembami, vendar glavnina je tista, ki odraža na eni strani realnosti in možnosti in na drugi strani tudi tudi potrebo po zmanjševanju emisij. Ni pa blaženje podnebnih sprememb edino področje, kjer moramo biti aktivni z vidika podnebnih sprememb. Ti podatki, ki bojo predstavljeni, bojo pokazali realnost posledic in pravzaprav se moramo na podnebne spremembe prilagajati. Ne glede na to, a ustavimo toplogredne pline, kako hitro dosežemo neko podnebno nevtralno družbo, se soočamo z posledicami preteklih izpustov. Na to so nas opozorile tudi poplave v lanskem letu, požari oziroma suša v letu predtem in tudi poplave v tistih letih. Krepiti našo sposobnost prilagajanja krepiti to je izredno pomembno. Zato vzporedno s pripravo podnebnega zakona, ki bo pravzaprav ustoličil
proces oblikovanja politik prilagajanja. Že delamo na tem, da bomo pričeli, da bomo prenovili strategijo prilagajanja na nacionalni ravni. Bomo pa ob tej prenovi upoštevali tudi nekaj, da je ukrepanje v smeri prilagajanja pa najpomembnejše na lokalni oziroma na regionalni ravni. Seveda z roko v roki z državno ravnjo. Vendar v Sloveniji, zlasti tudi v Sloveniji, ki je zelo raznolika, bodo posledice podnebnih sprememb se bodo čutile drugače na različnih področjih. Zato nameravamo vzpostaviti po eni strani podnebno pisarno, ki bo v pomoč občinam pri pripravi lokalnih in regionalnih načrtov, po drugi strani pa z njimi sodelovati, da bodo ti načrti skladni z strategijo prilagajanja na nacionalni ravni. To so naši glavni izzivi na področju podnebnih sprememb, odražajo se tudi pri vsakodnevnih ukrepanjih in pri številnih drugih aktih in predpisih, ki jih določamo, tako mi kot tudi druga ministrstva. In upanje naše je, da bo širše poznavanje podatkov, ki bodo danes predstavljeni, in tudi trendov za naprej, da bo pripomoglo k temu, da se bomo bolj lotevali. Kot zadnjo naj povem zgolj to, da pravzaprav sam prvič kljub večletnem delovanju na področju podnebnih sprememb, prvič sodelujem na neki predstavitvi tveganj podnebnih ali pa prognoz za nazaj. Vedno v preteklosti smo se srečavali in smo predstavljali projekcije, ki jih je izdelal IPCC, ali pa projekcije, ki so bile izdelane tudi v tem hišam, glede tega, s kakšnimi učinki se bomo soočali. Tokrat dejansko en celovit pregled nad tem, kaj so podnebne spremembe že prinesle. In upamo, da je to ta klic k temu, da je dejansko potrebno zajeziti vse bolj negostoljubno podnebje, ki obstaja. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Urošu Vajglu. Zdaj pa vabim k besedi Gregorja Vrtačnika. Lep pozdrav vsem skupaj. V svoji predstavitvi vam bom predstavil nekaj glavnih podatkov o podnebnih razmerah v lanskem letu po svetu. V koncu predstavitve tudi nekaj o razmerah v Evropi. Potem po moji predstavitvi pa se bomo osredotočili oziroma se bosta moja sodelavca osredotočila na Slovenijo. Lansko leto, kot že veste, je bilo najtoplejše globalno od začetka sistematičnih meteoroloških meritev, ki recimo na večji ravni potekajo od sredine 19. stoletja. In povprečna temperatura zraka se je prvič doslej približala 15 stopinjam Celzija, vsaj po podatkih Evropskega meteorološkega centra za srednjeročne napovedi. In ta povprečna temperatura je bila za skoraj 2/10 stopinje Celzija višja od prejšnjega rekorda, in sicer leta 2016, kar se sliši zelo malo, vendar pa to predstavlja skoraj 10 let globalnega segrevanja. Hkrati je bila ta lanska povprečna temperatura 60 stopinje Celzija nad povprečjem zadnjega referenčnega obdobja, to je od 1991 do 2020, in pa približno 1,5 stopinje nad povprečjem, ki je osnova za Pariški sporazum in podobne podnebne dogovore. In to obdobje referenčno predstavlja razmere, na katere je bilo človeštvo navajeno v preteklih stoletjih. Zdaj, v zadnjih desetletjih so se pa te razmere bistveno spremenile. Vidimo pa v tej tabeli, da pa so različni centri po svetu, ki izračunavajo povprečje svetovne temperature, prišli do nekoliko različnih številk. Vse pa kažejo na razpon od 1,34 do 1,54 stopinje Celzija nad povprečjem druge polovice 19. stoletja, kar pomeni, da smo že precej blizu temu, da bo dolgoletno povprečje globalne temperature doseglo 1,5 stopinje nad to predindustrijsko dobo, kar je pa seveda cilj Pariškega sporazuma. Zato je to lansko ekstremno leto opomnik
da je treba zadeve jemati zelo resno in da bomo morali zelo hitro zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, če želimo ta cilj uresničiti. No, in to hitro segrevanje vidimo tudi na tej grafični predstavitvi, zlasti po letu 1970 temperatura dokaj strmo narašča in to po vseh podatkovnih centrih za približno 0,2 stopinje Celzija na desetletje in lansko leto je izstopajoče najtoplejše. Kar je še zanimivo za poudariti je, zadnjih 9 let je bilo tudi najtoplejših 9 let v celotnem merilnem nizu. Vemo, da se ozračje nad kopnim segreva hitreje kot nad morjem. To razmerje približno 2:1. Vidimo, da so se površje morja in pa zrak nad njimi, da se je segreval precej počasneje, kot se je segrevalo kopno, zlasti v teh zadnjih 40 letih. Tako je zdaj lani povprečje za kopenska območja znašalo več kot 2 stopinji Celzija nad povprečjem konca 19. stoletja. Se pravi, je kopno še bolj prizadeto zaradi podnebnih sprememb, kot to kaže globalno povprečje, ki je pa seveda bližje morju, zato ker je morje pokriva večji del zemeljskega površja. In leto 2023 je bilo v večjem delu sveta nadpovprečno toplo, to govorimo za zadnje primerjalno obdobje. Zlasti to velja za Kanado, večji del Evrope, kamor sodi tudi Slovenija, precejšen del Afrike, Japonsko, Kitajsko in tako naprej. In ponekod je ta temperaturni odklon, recimo na severu, presegal tudi 2 ali celo 3 stopinje Celzija. Medtem so bili nekateri manjši deli sveta pa deležni običajnih ali pa nekoliko podpovprečno toplih razmer, glede na že dokaj toplo obdobje 1991 do 2020. In tukaj govorimo o delu Skandinavije, o zahodnem delu ZDA, zlasti pa v nekaterih območjih oceanskih, kar pa je povezano tudi z pojavom El Niño. Še posebej zanimivo je bilo ne samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu dogajanje v drugi polovici prejšnjega leta, saj so bili vsi meseci od junija do decembra rekordno topli, nekateri so celo zelo izstopali od vsega, kar smo izmerili pred tem. Tako sta bila julij in avgust najtoplejša meseca sploh doslej, medtem smo pa septembra dosegli največji odklon od dolgoletnega povprečja in znašal skoraj stopinjo Celzija nad obdobjem 1991-2020. To vidimo tukaj, na tej krivulji je september najvišji od vseh in je tudi zelo oddaljen od naslednjih najtoplejših mesecev. No in tukaj vidimo to segrevanje zaradi podnebnih sprememb po času, da se te krivulje pomikajo vse bolj navzgor. Vzroki za rekordno leto 2023 stališča temperature so pa kar številni. Seveda najbolj pomembno globalno segrevanje, ki je pripomoglo več kot stopinjo odklona glede na predindustrijsko dobo. Zelo pomemben je bil pojav El Niño, ki se je začel konec pomladi in je vztrajal do konca leta. Sicer to ni bil najmočnejši El Niño v merilnem obdobju, bil je pa med močnejšimi in zaradi tega se je temperatura dvignila za kakšno desetinko, morda 0,2 stopinje Celzija više, kot bi se brez tega pojava. Hkrati smo blizu viška sončeve aktivnosti, ki tudi malenkostno prispeva k višjim temperaturam na svetovni ravni. V zadnjih letih so se močno zmanjšali izpusti žveplovega dioksida v ladijskem prometu, ker ima tudi vsaj regionalno merljiv oziroma zaznaven učinek. No, potem ne pozabimo, da je eno leto pred lanskim, se pravi v začetku leta 2022, izbruhnil ognjenik v Tihem oceanu, ki je prispeval kar precejšno količino vodne pare, nenavadno veliko količino vodne pare v stratosfero in zaradi tega se je tudi celotno ozračje malenkostno ogrelo, vendar pa to ni glavni razlog za lanski temperaturni rekord. No, hkrati nam pa ostaja še notranja sprejemljivost podnebnega sistema. Vemo, da temperatura niha tako iz dneva v dan, kot tudi iz leta v leto, tudi na ravni cele Zemlje in tudi delček tega odklona lanskega leta lahko pripišemo te notranje sprejemljivosti. Tukaj imamo še grafični prikaz vseh teh dejavnikov. Vidimo tole globalno
segrevanje približno linearno narašča, se pravi, vsako leto smo na višjem nivoju. El Niño, La Niña, to so cikli, ki se menjajo vsakih nekaj let. Lansko leto in pa še vedno v začetku tega leta smo še vedno praktično na vrhu te krivulje. Leta 2016 smo bili še celo nekoliko više. Sončev cikel se prav tako nahajamo blizu vrha sončeve aktivnosti, ki nastopi približno vsakih 11 let. Potem tale izbruh vulkana Hunga Tonga v Pacifiku, ki je tudi malenkostno prispeval, in pa na koncu še zmanjšanje onesnaženosti zaradi ladijskega prometa. No, in ko vse to skupaj seštejemo, že pojasnimo večji del tega lanskega rekordnega odklona. So pa tudi nekateri deli sveta, se pravi regionalno, zelo izstopali od vsega, kar smo doslej izmerili, in eno od takšnih primerov je del Antarktike, zlasti morski del, tam, kjer se nahaja morski led, in ta je bil lansko leto rekordno majhen, sredi leta in pa v meteorološki zimi celo daleč pod vsem, kar smo doslej izmerili. No, in kar je pri Antarktiki zelo zanimivo, da smo od začetka satelitskih meritev leta 1979 pa do skoraj nedavnega, se pravi do 10 let nazaj, imeli celo rahlo naraščajoč trend, kar je bilo nekako neintuitivno oziroma proti pričakovanjem glede na splošno segrevanje ozračja. Potem se je pa zgodil nenaden padec in od takrat naprej je morskega ledu okrog Antarktike manj, kot ga je bilo v povprečju v zadnjih 10 letih. No, in to lansko leto je bilo pa posebej izstopajoče. Če se vrnemo bliže domačim krajem, v Evropi je bilo leto drugo najtoplejše doslej, in sicer za slabi 0,2 stopinje Celzija zaostajalo za rekordnim letom 2020. Kar 11 mesecev je bilo nadpovprečno toplih, zlasti september je bil zelo topel, se pravi, se to nekako ujemalo z globalno sliko, seveda deloma tudi je to čisto slučajno, deloma pa seveda bil odklon tako velik lani, da je tudi to ujemanje ni čisto naključno. Tukaj vidimo septembra, je bil res večji del Evrope izrazito pretopel. In marsikje je bil september tudi najtoplejši mesec doslej, tudi če gledamo po posameznih državah. No, zanimivo je pa dogajanje ob koncu leta, če pogledamo zadnje 3 slikice, oktober, november, december, na vseh 3 vidimo negativni temperaturni odklon v delu Skandinavije in pa okoliških državah. No, in ta odklon je deloma vztrajal tudi januarja, se pravi, še vedno kljub globalnemu segrevanju lahko na manjših območjih še vedno dobimo kakšen letni čas ali pa mesec, ki izstopa tudi precej v negativno smer. Ampak v splošnem smo pa bolj kot ne v območju pozitivnih temperaturnih odklonov. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Najlepša hvala za pozornost. Ja, dober dan, zdaj bomo šli iz globalne skale bolj v regionalno skalo, in sicer k nam v našo državo Slovenijo, kjer imamo merilno mrežo približno 300 merilnih postaj in veliko večino teh podatkov smo že analizirali in ugotovili, da je bilo lansko leto najtoplejše v zgodovini naših meritev od leta 1950 dalje. Bilo je tudi izredno nadpovprečno namočeno in pa dokaj povprečno osončeno. Ob tem je potrebno omeniti, da so bile med sezonami in meseci seveda razlike, kot tudi regijsko po Sloveniji, kar bomo nadaljne tudi videli. No, če se osredinimo najprej na temperaturo, kot sem rekel, lansko leto je bilo najtoplejše v zgodovini naših meritev. Odklon od referenčnega obdobja zadnjega 1991 do 2020 je znašal 1,3 stopinje, to se pravi v plusu. Kot vidite na karti, pa je praktično po vsej državi smo beležili nadpovprečne temperature. Kako to izgleda na časovni skali od leta 1950 dalje, vidimo na temle grafu in vidite, zadnje leto je tule temnejše obarvano, vidite nadpovprečno toplo, najtoplejše v zgodovini naših meritev in prehitelo lansko leto, ki je bilo prej najtoplejše leto. Torej, že 2 leti zapored beležimo rekordne vrednosti. Ampak to še ni vse, praktično zadnjih 13 let beležimo že nadpovprečne temperature in samo 5 let v tem tisočletju je imelo rahlo negativni odklon.
Pri nas imamo izrazito segrevanje, nekje od 80., 90. let dalje praktično skoraj linearni trend naraščanja temperature in Slovenija se je že od 70. let segrela že za več kot 2 stopinji Celzija. No, če pa pogledamo potem lansko leto še po sezonah in pa mesecih, vidimo, da je praktično 3 sezone so bile nadpovprečno tople, samo pomlad je bila rahlo v negativnem odklonu. Izrazito je odstopala predvsem jesen, ki je bila najtoplejša do sedaj, to se pravi tudi jeseni smo beležili rekordne temperature. In pa če pogledamo še na mesečni skali, začeli smo z zelo toplim začetkom leta, kateremu je potem sledilo zelo kar konkretna ohladitev, kajti aprila in potem tudi del maja smo beležili podpovprečne temperature in v tem času je zaradi pretoplega začetka leta prišlo tudi do pozebe. No in potem v nadaljevanju praktično beležimo skozi nadpovprečne temperature, izstopa, kot smo rekli, jesen, s tem pa september in oktober, ter tudi lanski december. Oktober in december sta bila prav tako rekordno topla, najtoplejša v zgodovini naših meritev, in tudi september se je uvrstil kar na visoko mesto, kajti bil je drugi najtoplejši do sedaj. Če gremo sedaj na padavine, že iz karte vidimo, da smo imeli res nadpovprečno namočeno državo, praktično zelo namočeno, ampak ne rekordno namočeno, kajti bilo je tretje najbolj namočeno leto v zgodovini naših meritev, takoj za letom 1965 in letom 2014, ki ostaja najbolj namočeno leto do sedaj. In mogoče zanimivost to, da leto 2014, ko je bilo najbolj namočeno, sedaj je bilo tudi 4. najtoplejše v zgodovini naših meritev. Zdaj, kako izgleda to na časovni skali, vidimo na tem grafu in zadnje leto je označeno s tole temnejšo modro barvo. Tukaj pa ni tako izrazitega trenda, kot je bilo videti pri temperaturah, se pa opazi sploh v zadnjih desetletjih, da se je zelo spremenila spremenljivost iz leta v leto. Torej imamo odklone tako močno v negativno kot v pozitivno smer. Če bolj analiziramo podrobno po posameznih sezonah, tudi tukaj smo imeli 3 sezone z nadpovprečno količino padavin, ampak seveda ne iste kot pri temperaturah. Tukaj je pa jesen bila z rahlo podpovprečnim odklonom. Najbolj je tukaj izstopalo seveda poletje, vsi se še spomnimo teh poplav, ki so nas prizadela, in poletje je bilo rekordno namočeno, kar vidimo tudi na tejle časovni skali od leta 1950 dalje. Lansko poletje je označeno s temnejšo modro in vidite, kako res odstopa od vseh ostalih poletij. In morda še ta zanimivost, lansko poletje je bilo najbolj namočeno poletje do sedaj, eno leto prej, to se pravi leta 2022, pa tretje najbolj sušno do sedaj, ko smo imeli tudi požare na Krasu. In vidite, iz enega leta v drugo leto, kako lahko hitro zamenjamo predznak. Po mesecih pa je izgledalo približno tako, da smo leto začeli z zelo nadpovprečno namočenim januarjem, rekordno namočenim januarjem, ki je potem odkloni v nadaljevanju niso bili tako izraziti, le v poletnem času smo še beležili res malce večje odklone. V juliju so se začela tam močna neurja in pa seveda avgustovske poplave, ampak julij in avgust nista bila rekordno namočena. Avgust je bil drugi najbolj namočen po letu 1969, julij pa se je uvrstil na 3. mesto. Če še ostanemo pri padavinah, ampak v drugem agregatnem stanju, v snegu, lansko leto je bilo tako dokaj slabo, vsaj po nižinah s snegom. Sicer ga je nekaj zapadlo, na primer v drugi polovici januarja je zapadel sneg po nižinah, ki je vsaj vztrajal do začetka februarja. No, povsem drugače pa je bilo v visokogorju in pa v zgornjesavskih dolinah, tam smo pa beležili dokaj dobro sezono, dokaj povprečno, in tukaj vidite potem graf iz naše najvišje meteorološke postaje Kredarice. Ti navpični stolpci predstavljajo meritve snega in to sivo območje je pa približno povprečna količina snega. Kot sem omenil, smo imeli aprila in maja dokaj nizke temperature in kar konkretno količino padavin, zaradi tega se je količina snega v našem visokogorju praktično aprila in maja še povečevala in je dosegla vrhunec 18. maja, ko je bilo skoraj 4,5 metre snega. No, potem ob koncu leta pa nekaj snega zapadlo po nižinah, ampak res majhni vzorec, malo bolj pa seveda v visokogorju.
Če končam s sončnim obsevanjem, tukaj pa nismo beležili nekih ekstremnih vrednosti tako na letni kot sezonski oziroma mesečni skali. Morda je še najbolj izstopala jesen, ki je bila nadpovprečno osončena, drugače pa, kar se tiče letne osončenosti, smo lani beležili dokaj povprečno leto. To bi bilo zaenkrat z moje strani vse. Lepo pozdravljeni. Nadaljeval bom s predstavitvijo hidroloških značilnosti preteklega leta, in sicer najprej s primerjavo vodnatosti na letni ravni glede na dolgoletno območje, potem pa se bom premaknil na mesečno raven, in sicer bomo pogledali, kako se je količinsko stanje spreminjalo iz meseca v mesec in kako lahko te mesece prav tako uvrstimo v statistiki dolgoletnega območja. Slovenske reke so bile leta 2023 v povprečju za 1/3 bolj vodnate kot v primerjalnem obdobju 30 let, od 1991 do 2020. Kazalnik vodnatosti 1,7, na primer na Savinji, na postaji Laško, ki jo bom izpostavil, pomeni, da je bila vodnatost Savinje za 70% večja, kot je to običajno za to postajo. Vidimo, da izstopa tudi reka Pesnica v Zamušanih s kazalnikom 2, kar pomeni, da je bila njena vodnatost še enkrat večja od običajne za celo leto. Srednja pretoka Savinje in pa Pesnice sta bila prav tako največja od leta 1981 naprej. Srednji letni pretoki pa so bili, kot omenjeno, nadpovprečni tudi povsod drugod po državi, vsaj kar se tiče naših večjih rek oziroma postaj na naših največjih rekah. Ta pozitiven odklon je bil sicer nekoliko manjši na jugozahodu države, pa vseeno pozitiven, no, na srečo na območju Notranjske, na Vipavskem in pa v slovenski Istri v preteklem letu nismo beležili večjih težav zaradi poplav. Nekoliko nižji kazalnik vodnatosti Drave in pa Mure pa pripisujemo temu, da sta bili obe ti reki podpovprečno vodnati v prvi četrtini oziroma v prvi tretjini leta. Kot smo že prej v prejšnjem delu predstavitve padavin večkrat slišali, leto 2014 kot najbolj namočeno leto, se to odraža tudi v kazalniku vodnatosti rek. Na prvem mestu, se pravi, z najvišjim kazalnikom ostaja to leto, potem pa imamo z zelo podobnim kazalnikom, s primerljivim kazalnikom preteklo leto in pa leti 2010 in pa 2013. Skupni poudarek vsem tem trem letom so bile kar pogoste poplave. Poplave smo v teh letih beležili v spomladanskem in jesenskem času. No, leta 2023 seveda moramo poudariti še izjemne oziroma katastrofalne poplave v poletnem času. 2013 pa 2014 pa je k temu visokemu kazalniku zelo veliko prinesla tudi velika vodnatost v kraškem svetu, se pravi, smo tam beležili bolj dolgotrajni tip kraških poplav, medtem ko so bile v preteklem letu bolj značilne hudourniške poplave. Začetek leta je bil nadpovprečno vodnat. Kazalnik je bil januarja nekako 1,6, se pravi, smo začeli leto kar precej nadpovprečno vodnato, potem pa se je vodnatost v februarju, marcu in tudi delu aprila kar opazno znižala, in tukaj nekako v koncu marca in začetku aprila so bile razmere že povsem podobne sušnemu letu 2020. Ne samo, da je bila podobno, da so bile podobno vodnate reke,
Tudi stanje snežne odeje oziroma zaloga snega v alpskem svetu, se pravi v zaledju tako Save, Drave in pa Mure, je bila podobno skromna kot 2020. No, potem pa so se v maju razmere kar hitro spremenile, vendar tudi ne povsod po državi nekako enako. Če smo v maju beležili kar obsežne poplave v severovzhodnem delu države, te poplave so spremljale tudi težave z zemeljskimi plazovi, pa je vodnatost na primer še ostala podpovprečna v zahodnem delu države oziroma v zahodni polovici. No, na vodnatost rek v juniju in pa v juliju oziroma na hidrološke razmere nasploh so v teh poletnih mesecih najbolj vplivala pogosta neurja z nalivi. V teh 2 mesecih smo beležili kar nekaj hudourniških poplav, na manjših območjih tudi silovitejših. Ena izmed njih je bila hudourniška poplava v Cerknem. No, kar se pa tiče avgusta, pa je bil srednji avgustovski pretok na večjih rekah daleč največji od leta 1981 dalje in poplave so prizadele 3 večja porečja v Sloveniji, se pravi Savo, Dravo in pa Muro hkrati. No, avgustu je sledil potem najbolj podpovprečno namočen in pa tudi vodnat mesec september, z kazalnikom okoli 70, kar pomeni, da je bila vodnatost rek v splošnem za 30% manjša od običajne. No, v zadnjem tromesečju pa se je vodnatost spet dvignila nad povprečje, približno za 50%, in tudi v tem obdobju smo beležili kar nekaj visokovodnih dogodkov, najbolj izrazit v obdobju 14 dni, se pravi od konca oktobra in pa v začetku novembra, ko smo imeli v teh 14 dneh kar 5 poplavnih dogodkov. Vodnatost se je tam v tistem 14-dnevnem obdobju ob pogostih padavinah seveda hitro stopnjevala in tudi v tistem obdobju smo imeli hudourniške poplave, kar izrazite, lahko tukaj poudarimo poplave v Baški grapi. No, kar se tiče količine podzemne vode v letu 2023, je prevladovalo ugodno količinsko stanje. Povprečne letne gladine podzemne vode so bile v večini oziroma kar v vseh medzrnskih vodonosnikih visoke. Z vidika količine podzemnih voda je bila bolj ugodna druga polovica leta, se pravi začetkom že v poletnih mesecih, pa potem s pogostimi padavinami tudi v jeseni. No, ugodno količinsko stanje je prevladovalo tudi v kraško-razpoklinskih vodonosnikih, ki na tej sliki niso prikazani. Povprečni letni pretoki kraških izvirov so bili večji od dolgoletnih referenčnih vrednosti. In kar se tiče teh kraških izvirov, je zopet v pozitivno smer izstopala velika vodnatost izvirov na območju Karavank in pa Kamniško-Savinjskih Alp, nekoliko manj pa na širšem območju jugozahodne Slovenije. No, videli ste vse za nazaj, kaj hudega se nam je že zgodilo in verjetno vse zanima, kaj še lahko pričakujemo do konca 21. stoletja. Pred leti smo na naši agenciji pripravili oceno podnebnih sprememb do konca 21. stoletja in del rezultatov bom sedaj na hitro predstavil še v zadnjem delu te naše predstavitve. Vemo, da so glavni krivec za to, kaj se nam trenutno dogaja, izpusti toplogrednih plinov. In seveda ti, če se bodo povečevali, se bodo tudi te podnebne spremembe samo še stopnjevale. Kako se bodo stopnjevalo, lahko na primer analiziramo s pomočjo tako imenovanih podnebnih scenarijev oziroma scenarijev izpustov toplogrednih plinov.
In seveda, več kot je teh izpustov, višje bodo temperature zaradi efekta tople grede. In tukaj vidimo sedaj en primer, kako bi se lahko globalna temperatura do konca stoletja povečevala, odvisno od različnih scenarijev. In pri vsakem scenariju imamo na koncu eno številko, ki nam pove, koliko vatov energije na kvadratni meter bi lahko dobili ob koncu stoletja od sonca več zaradi efekta tople grede. In ker pa te spremembe globalno niso enotne, so v bistvu zelo regionalne, si sedaj poglejmo, kaj se bo zgodilo pri nas v Sloveniji. No, pri nas smo analizirali 3 različne scenarije. Enem, ki sledi Pariškemu podnebnemu sporazumu, tega označujemo s kratico RCP 2.6, in pa seveda najhujši scenarij, kar se tiče dviga temperature, RCP.8.5, kjer praktično izpuste še eksponentno povečujemo do konca našega stoletja. In kar se tiče temperature, temperatura se bo v Sloveniji povečevala do konca stoletja, ne glede na scenarij, odvisno je samo, kako visoko se bo še dodatno dvignila. In potem po Pariškem podnebnem sporazumu, po tem scenariju bi se na koncu lahko še dvignila za kakšno dodatno stopinjo, glede na preteklo referenčno obdobje 1981-2010. Po tem najhujšem scenariju, pa res tem zgornjem robu, pa vse tja do 6 stopinj, glede na preteklo referenčno obdobje. S tem, ko se bo viševala temperatura, se bo tudi višal vročinski stres. Vedno več bo vročinskih valov, ti bodo močnejši in tudi daljši. Tudi več bo tako imenovanih tropskih noči, ko se ponoči temperatura ne bo več spustila pod 20 stopinj Celzija. Več bo vročih dni, ko bomo čez dan imeli temperature nad 30 stopinjami Celzija. In potem res pesimističnem scenariju ob koncu stoletja bi lahko po nižinah imeli takšnih vročih dni za mesec in pol več, kot jih imamo že sedaj. Kar se tiče višine padavin, te spremembe niso tako izrazite kot pri temperaturi, ampak vemo, pri višjih temperaturah zrak vase sprejme več vodne pare in s tem bi se tudi povečala količina padavin. In to praktično vidimo pri vseh sezonah, sicer najmanj v pomladi in poleti, najbolj izrazito pa v zimskem času, kjer so si vsi scenariji enotni, da količina zimskih padavin se bo do konca stoletja zanesljivo povečala. No, pri poletju imamo malce drugačno sliko, kajti tukaj imamo pa zelo velik razpon, imamo od enormnega povečanja poletnih padavin, kot tudi do zmanjšanja. In praktično prihodnje padavine v poletju so v celotnem tem razponu in to lahko že tudi malo opišemo z meritvami za nazaj, če se spomnite, ko sem govoril, lansko poletje je bilo rekordno namočeno, eno leto prej pa tretje najbolj sušno. In tudi v prihodnosti pričakujemo takšen trend. S tem se bo v poletnem času zmanjšalo tudi število padavinskih dogodkov. To pomeni, da ta večja količina padavin, ki bi lahko padla, bi padla v zelo kratkem času. S tem se poveča možnost tudi močnejših nalivov, ker vemo, da pri višjih temperaturah, kot sem že rekel, zrak vase sprejme več vodne pare in s tem ima več energije za nastanek močnejših nalivov in tudi neurij. Ampak v poletnem času pa verjetno bo sledilo to, da bomo imeli vseeno več takšnih poletij, kjer bomo imeli manj padavinskih dni. No, kar se tiče z snegom, višino snežne odeje, vemo, da z zvišanjem temperature se bo število dni snežne odeje drastično zmanjševalo. In tukaj imamo sedaj en primer na morski višini, kjer imamo pri nas največ naših smučišč. In vidimo, da takšno število dni snežne odeje praktično drastično se zmanjšuje, najbolj v zimskem in pa pomladnem času, in ob koncu stoletja bi imeli lahko mesec in pol manj takšnih dni. Ker pa bi manj padavin padlo v obliki snega, bi se tudi zmanjšal potem tudi prenos vode s pomočjo taljenja v tla. In ker, kot sem omenil prej, pri padavinah bomo imeli pozimi več zimskih padavin. Te se bodo izdatno povečale in višje temperature, to pa pomeni, da ne bojo več te padavine toliko v obliki snega, bolj v obliki dežja, s tem pa se poveča možnost za nastanek poplav v zimskem času. No, za na konec pa še nekaj o suši. Rekli smo, v poletnem času verjetno bo manj padavin in te bodo padle v obliki močnih nalivov. Pri višjih temperaturah pa iz tal izhlapevajo tudi več vodne pare in s tem se poveča verjetnost za nastanek suše. In če so tla zelo suha, tudi te padavine, ko padejo, jih tla zelo
slabo absorbira, zato hitro odteče. In če se bodo v poletnem času ob sušah nastali ti močni nalivi, bodo te padavine zelo hitro odtekle in praktično te vode ne bomo zadržali pri nas in bo zelo hitro odtekla. In s tem se tudi poveča nevarnost v poletnem času za hudourniške poplave. Tako to je bilo za na hitro še, kaj nas lahko pričakujemo do konca 21. stoletja. Upam, da vas nisem preveč prestrašil. Hvala. Hvala vsem štirim, Urošu Vajglu, Gregorju Vrtačniku, Anžetu Medvedu in Andreju Golobu za predstavitve.